Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Župan za vas, kjer vam iz pomurske regije predstavljamo županje in župane, kako opravljajo svoje delo in kaj se v njihovih občinah tudi dogaja. Tokrat smo obiskali župana občine Moravskih Toplic, da malo pokukamo, kaj se v občini dogaja. Tako da, gospod župan Alojz Glavač, lepo pozdravljeni pred našim mikrofonom. Dober dan. Torej, za vas je bil ta obisk vlade v Pomurju, ki je potekal v teh dneh, kar pomemben. Srečali ste se kar z nekaj ministri, pa morda, če za gledalke in gledalce kaj več poveste, kakšen je izplen tega obiska ministrov pri vas tukaj v Moravskem? Ja, najprej nasplošno, če povem, je prav, da se vlada, vsakokratna bi morala sicer to delati, da se seznani z uspehi, težavami in pa načrti na terenu samem. Če se iz zgodovine dobro spomnimo, ena najuspešnejših vladaric, Marija Terezija oziroma tudi Franc Jožef, sta letno dvakrat šla na vse konce svojega cesarstva in sta se skočijo prepričana na licu mesta, kje so težave, kje je potrebno kaj postoriti, in smo malo mi na to zgodovinsko pozabili. Vlada je pa itak tista, ki nekako na državni ravni rešuje te probleme in dostikrat skozi razne uradniške in druge filtre ne dobijo prave slike tudi ministri, in je prav, da se potem na terenu same seznanijo z okoliščinami, sliko in tako naprej. In mi smo imeli na nek način srečo ali pa tudi priložnost gostiti dva ministra neposredno na občini. To je predvsem minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, kjer smo ga seznanili z našimi načrti, tudi tekočimi infrastrukturnimi deli in projekti, ki se na državnem cestnem omrežju odvijajo v tem trenutku, in pa tudi tisto, kar je za naprej. No, drugi minister pa je bil šef službe za evropsko kohezijo, Zvonko Černač, ki pa je bolj predstavil naslednjo finančno perspektivo oziroma kje so možnosti črpanja evropskih strukturnih skladov. Vemo, da je seveda sta ta dva glavna, kohezija in pa sklad za razvoj regij. Drugo pa je poseben paket, ki je pa vezan na okrevanje po pandemiji, to je tako imenovani sklad za obnovo in razvoj, in v tem smislu smo mi malo tudi želeli ga seznaniti z našimi načrti in pa tudi z možnostmi bodočih razpisov, ki bodo v nadaljevanju potekali, ko se seveda na ravni Evropske unije tudi sprejme operativni program črpanja za naslednjo finančno perspektivo. Kdaj se lahko pričakujejo prva sredstva iz te, bom rekel, nove perspektive oziroma iz tega plana za okrevanje po COVID-19? Kot rečeno, v drugi polovici leta 2022 bi naj bili prvi razpisi, je pa potrebno povedati, da je operativni program tisti krovni dokument, sklenjen med posamezno državo in Evropsko unijo, zato kot predpogoj, kakšne pravice in katere so tiste prednostne osi, ki jih bo možno iz evropskih javnih sredstev koristiti. Res pa je, da tudi evropska na nek način birokracija zaradi pandemije v nekem zaostanku glede na naslednje finančne perspektive, zato to vmesno obdobje premošča tudi Slovenija z tako imenovanim REACT mehanizmom in skladom za okrevanje in odpornost, ki pa je v prvi vrsti bolj namenjeni ohranjanju kondicije gospodarstva in seveda ohranjanju delovnih mest. Kaj so nekako tiste vaše glavne želje na občini, na območju vaše občine, ki bi jih radi nekako dosegli skozi vsa ta sredstva? Mi imamo kar nekaj projektov takih, ki so v fazi od ideje do projektiranja in tudi že nekateri, ki so v fazi za izvedbo. Eno od takih je seveda Rimska čarda, potem tale zadrževalnik vezan s poplavno varnostjo Murske Sobote in seveda infrastrukturo, kot je vzhodna obvoznica.
okrog Murske Sobote. Drugo pa je seveda tale naš projekt večnamenske dvorane, kongresne, športne in kulturne, kjer seveda si za naslednje desetletja ravno za neko turistično središče, kot so Moravske Toplice, obetamo na nek način dodano vrednost dosedanji turistični ponudbi, ker seveda to vrstnega objekta nimamo in ga tudi ne eni in ne drugi ponudniki turističnih storitev ne morejo sami sfinancirati. Mi pa v tem vidimo tudi, kot rečeno, del turizma, ki je bolj povezan z športom, z zdravim načinom življenja, z kulturo in predvsem tudi z kongresnim turizmom, ker na nek način v širši okolici ne premoremo večjih prostorov za dogodke, ki so predvsem v zimskih mesecih, ker ne morejo biti v šotoru ali pa na prostem. V sklopu tega obiska vlade oziroma srečanja z temi ministri ste pa dejansko nekako podpisali pogodbe oziroma se dogovorili za to obvoznico, to je tako imenovana zahodna obvoznica, oziroma vzhodna obvoznica, pardon, in pa za ta zadrževalnik Sebeborci. Ja, zadrževalnik Sebeborci, kakorkoli se sliši, je poplavna varnost v prvi vrsti in pogoj za gradnjo vzhodne obvoznice, ki bo rešila največje prometne zagate v regijskem središču, vezano tudi na ravno ta gorički prehod do avtoceste in naprej v druge smeri, je potreben in nujni pogoj, da sploh pride do umestitve obvoznice v prostor, ker, kot veste, je poplavna ogroženost tega dela občine Murska Sobota in pa seveda tudi v Martjancih dela naše občine nujna, tudi s pričo podnebnih sprememb. Vemo, da se vsake toliko časa zgodijo padavine, kot so 100-letne, 200-letne vode in takrat seveda postane to problem. Seveda pa oboje rabimo, nam je predvsem pomembno bilo za to poplavno varnost, da preidemo na nek način od ideje do izgradnje in tu je trajalo več kot leto, da so se tudi obe ministrstvi in pa obe občini uskladili o obliki sofinanciranja. Res je to, da je to velik finančni zalogaj tudi za dve občini, kot sta Murska Sobota in Moravske Toplice, ampak jaz sem prepričan, da taka naložba ni za en mandat župana ali občinskega sveta, ampak je to več desetletni projekt, ki bo dolgoročno zagotavljal neko tudi poplavno varnost. Glede na to, da ste to podpisali skupaj z županom Murske Sobote, da ne nazadnje gre, da je to en skupen projekt, je to morda priložnost za bolj poglobljeno sodelovanje z regijskim središčem? Glejte, mi smo tako ali tako vezani vsi na regijsko središče, ker imamo pač srednje šole, regijsko bolnišnico, inštitucije, kot je upravna enota, sodišče, policija in podobno, tako da v tem smislu že sedaj sodelujemo. Dejstvo pa je, da se to sodelovanje ne more nehati ali z enim ali z drugim županom ali mandatom, ampak te meje občin predstavljajo zgolj neko administrativno črto. Življenje pa poteka po drugačnih tirnicah in je prav, da gledamo vsi skupaj ves čas neko celoto, kjer bomo seveda tudi ustrezno urejali stvari. Če se človek vozi po vaši občini, vidimo, da se kar nekaj dogaja. Morda, če kaj več poveste o trenutnih infrastrukturnih projektih, ki se izvajajo, torej ki so že v fazi izvedbe? Ja, seveda, največja investicija v nek šolski prostor je v recimo dveletnem programu investicija dvojezične osnovne šole Presenjakovci, kjer preko evropskih sredstev in šolskega ministrstva in tudi občinskih sredstev prenavljamo šolo in ta šola je do te mere prenovljena, da z nekimi deli v pač okolici šole in pa zunanjo učilnico, objektom, naslednjem letu zaključujemo to investicijo, ki bo nekaj manj kot 1 milijon evrov.
Potem je seveda v teku gradnja krožišča na zelo prometno, varnostno nevarni točki, to pomeni križišče Sebevrci-Puconci in pa cesta Murska Sobota-Hodoš. Maja prihodnje leto bi naj bila končana vsa dela in rondo zgrajen. Tukaj v Moravskih Toplicah zaključujemo tudi dela povezana z mostom in križiščem ob zahodni vpadnici in še nekaj takih del. Mi smo recimo v naselju Moravske Toplice tudi v fazi gradnje pločnika na najdaljši ulici v Sloveniji, to je Dolgi ulici. Ta investicija znaša preko 200 000 evrov, izvaja ga pa naše komunalno podjetje Čista narava, potem poteka v nekaterih naseljih tudi investicije v zamenjave ali pa novogradnje javne razsvetljave in podobno. Morda še ta zadeva okrog tega optičnega omrežja, nekako ste v slovenskem merilu tu precej napredovali, kajti imate kar dobro pokrito optično omrežje po vaši občini. Ja, v nekaterih delih imamo to omrežje zelo dobro zgrajeno, tudi z optičnimi povezavami in ta trenutek seveda poteka po celi občini tudi vgradnja družbe Telemach, ki pa to dela kot svojo zasebno investicijo. Občina je tukaj tudi kot tisti subjekt, ki nekako zagotavlja služnostne pravice ob bankinah, jarkih in na javni infrastrukturi. In računam, da bo v naslednjem letu praktično vsa naša občina pokrita z možnostjo priklopa na optično omrežje. Izkazalo se je zdaj ob obisku vlade, da ravno na področju te digitalne dostopnosti, če tako rečemo, Pomurje kot regija pa prednjači v slovenskem merilu. Čeprav so nekateri kazalci, ki so seveda zelo pomembni, izjemno slabi, to naj omenim enega, ki je demografski. Mi smo regija z najstarejšim prebivalstvom, mi smo regija tudi, kjer je število smrti dosti večje na letnem nivoju, kot je število rojstev. Recimo podatek za lansko leto je, da je 1800 umrlih v lanskem letu in novorojencev 820. Se pravi, razmerje 1:2. In to bo naš seveda srednjeročni in dolgoročni problem kot regije. Namreč vsa infrastruktura nam ne bo nič pomagala, če ne bomo znali se veseliti življenja, novega tudi, če ne bomo znali sobivati, mlade in srednje in stare generacije, ker nekako nekritično zahajati v način življenja, da je vse v nekih institucijah in sta neka skrajna mejnika človeškega življenja, kot je rojstvo in smrt, institucionalizirana. Mi ta trenutek govorimo o domovih za starejše, o hospicih za umiranje. Rojstva skrivamo nekam v porodnišnice, ampak navajeni smo pa, da je to sobivanje v bistvu zelo pomembno tudi z drugih vidikov. Mlade družine v bistvu nekako se na nek način skrbijo za ambicijami, za karierami, težijo za dobrimi službami, potem se pa izkaže, da to ni najpomembnejše življenje. Da nekako so druge stvari tudi zelo pomembne in tu bomo morali več napraviti, predvsem od družin, vrtcev, vzgoje, recimo vzgoje za delo. Nimamo mi morda krize vrednot? Kaj je več vredno? Tako je. Mi smo ob prehodu iz enega v drugi sistem začeli tudi nekritično povzemati neke tuje zglede, ki pa niso morda najboljši. Recimo eno takih primerov je Noč čarovnic, mimogrede, ampak tudi druge stvari, to, da mladi se naj brigajo zase, stari naj bodo nekje odmaknjeni v domovih, v institucijah, ne vem kaj, rojstva so postala tudi neka institucionalna zadeva in primarno v življenju in končno je za vsakega človeka rojstvo in smrt. In tega ne znamo doživljati, vidi se. Zdaj pa sploh v COVID časih se že od svojcev ne moremo posloviti dostojno,
ker je omejitev število prisotnih, COVID ukrepi so tako vse povsod, tudi v porodnišnicah in v domovih za ostarele in se bojim, da bo to naš ključni problem kot družbe. Ampak ni morda tu prvi odgovor našlo nekako gospodarstvo, ker nekako se vsi hvalijo, kakšna gospodarska rast je, ampak zaposleni pa to zelo slabo občutijo. Ja, tu bi bil moj apel, da za božjo voljo, da tisti, ki dobro gospodarijo, in kar nekaj takih firm, ki imajo seveda povečanje prometa v primerjavi z lanskim letom čez 20%, da naj nagradijo svoje zaposlene. Svoje zaposlene naj nagradijo ne samo z morda plačo, tudi z odnosi, z delovnimi procesi, z vsemi drugimi oblikami, z motivacijo, ker bo v naslednjih 5 do 10 letih ključni problem kader. Še vedno se na nek način ukvarjamo z stereotipom, da ni toliko pomembno, da je delo vrednota, ampak je bolj pomembno, da imamo neko dobro službo, da je plača. Delo pa še vedno ni preveč ali pa zadosti cenjeno. Zato nam primanjkuje zdaj že tradicionalnih poklicev, ki so v Pomurju bili vedno značilni, recimo zidarjev, kleparjev, čevlarjev, inštalaterjev, monterjev. In to bodo poklici, ki bodo tudi v naslednjih 5-10 letih pomenili tudi v ekonomskem smislu dobro plačo in seveda ekonomsko situacijo. Jaz mislim, da bodo zidarji imeli s časoma višjo plačo, kot imajo učitelji in profesorji v srednjih šolah, ker so bolj potrebni. Gremo naprej. Morda še informacijo za vaše občane in občanke. Vi tudi pripravljate različne razpise. Morda, če še poveste, kaj je trenutno aktualno ze strani občine. Ja, trenutno je odprt razpis vsakoletni za štipendije občine Moravske Toplice, tako da tudi preko vašega medija pozivam vse, ki bi želeli oziroma bili upravičeni do štipendije, da se do 16. decembra prijavijo. Tu so 3 osnovni kriteriji oziroma pogoji, se pravi redni vpis, potem ustrezno visoko povprečje iz preteklega letnika, 7,5 v ocenah, in pa stalno bivališče v občini Moravske Toplice študenta. No, potem so razpisi seveda za gradnjo malih čistilnih naprav, subvencije, ti so celo leto. In še nekaj je takih, drugače pa kar se pa ostalih aktivnosti tiče, je pa vse na spletnih straneh občine, kjer se lahko vsi pogledajo te možnosti in na nek način tudi ugotovijo pogoje. Bliža se december, ki je bil vedno nekako praznični čas. Najprej je prišel Miklavž, potem prišel Božiček, na koncu še pa Dedek Mraz. Kako bo kaj letos z decembrom v vaši občini? Bo bolj vesel ali bo bolj žalosten? Vesel bo moral biti seveda v pogojih epidemije, v katerih se nahajamo, in mi smo ravno prejšnji teden imeli štab za civilno zaščito, kjer smo pozvali vse akterje v naši občini, od šol, vrtcev, krajevnih skupnosti, inštitucij, da se letos omejijo seveda ti dogodki na minimum, kar se tiče udeležbe. Tako letos ne bo tradicionalnega silvestrovanja na prostem, če gremo od nazadnje pred novim letom, pa do drugih prireditev, kot so srečanja starejših občanov, pogostitve, tudi druge prireditve tukaj samih Moravskih Toplicah, vezane na turizem, ker je epidemiološka slika seveda zelo zaskrbljujoča. Zaradi tega nam mora biti zdravje kot neka osnovna vrednota na prvem mestu, tako da bomo že drugo leto zapored odpovedali vse te javne prireditve ali jih pa zmanjšali na najmanjšo možno mero. Tudi po tej poti bi seveda pozval vse prebivalce naše občine, pa tudi širše mogoče, da se držijo teh ukrepov, da
tudi izkoristijo možnost cepljenja, ker v lanskem letu to ni bilo možno, ni bilo dovolj cepiv v srednji Evropi. Seveda, če jim to osebne okoliščine in zdravstvene razmere dopuščajo, da pač to možnost cepljenja na nek način izkoristijo za to, da zaščitijo sebe in tudi vse tiste, ki so bolj ranljive skupine okrog nas. Gospod župan, hvala lepa za vaš čas in zanimive besede. Hvala lepa tudi vam in vsem lep pozdrav. Drage gledalke, dragi gledalci, to je bil župan Moravskih Toplic, gospod Alojz Glavač.